Ne vem, če se bom tako držala. Lepo pozdravljeni. Sam jaz to rabim. Najprej lepo pozdravljeni v mojem imenu in v imenu lekarne. Vsi ste lepo dobrodošli. Morda bi lahko stopili nekoliko bliže. Predmet današnje svečanosti, otvoritve, ali kako bi temu reklo, sta dva naša nova avtoklava. To je kritična, ena najpomembnejših oprem v pripravi parenteralnih raztopin. Parenteralne raztopine so, kot veste, zdravila, ki se aplicirajo neposredno v krvni obtok in zaradi tega moramo za njih zagotoviti odsotnost vseh mikroorganizmov. In avtoklavi so sterilizatorji, ki delujejo na princip vroče pare, ki pod visokim pritiskom dosežejo visoke temperature in uničijo vse mikroorganizme, to je bakterije, glive, viruse in tudi njihove najodpornejše oblike. V lekarni na tem oddelku za pripravo parenteralnih raztopin izdelujemo približno 215 različnih galenskih zdravil in izdelujemo jih v serijah od nekaj 10 pa do 2000 kosov. Razen 3 izdelkov, 3 zdravil, se vse ostale sterilizirajo v teh avtoklavih. Letno jih naredimo približno 500 000 stekleničk, to nekako znese 800 serij. Večino jih porabimo v hiši, deloma kot pol izdelek in potem naprej izdelujemo z njih druga zdravila, deloma pa jih delamo tudi za ostale izvajalce zdravstvene dejavnosti, to so predvsem bolnišnice. Strateški pomen te naše dejavnosti se je pokazal prav ob tem pomanjkanju zdravil, ki je nastalo zaradi zamud pri prevzemanju opreme. Zdaj, zaradi specifičnih potreb te naše opreme in vpetosti v obstoječi prostor so se same že tudi izbira opreme zavlekla. Potem so bile seveda ovire pri projektiranju in implementaciji, ampak nekako smo uspeli. Ne? Ta izpad zdravil, žal naše zaloge niso zdržale, izpad zdravil smo potem reševali z uvozi različnih zdravil, z drobljenjem serij, z prerazporejanjem, z delom izven delovnega časa. Tako da, druga težava je pa bila, da smo sočasno, da se to dogajalo ravno v prostoru, kjer se izdelujejo ta zdravila in je tudi sočasno potekala sanacija prostora. Stari avtoklavi so se začeli uporabljati leta 1993, bili so iztrošeni, rezervnih delov ni bilo, tako da servisiranje ni bilo več mogoče. In zdaj nova oprema zaradi prostorske omejenosti nekih večjih kapacitet ne bo dopuščala, bo pa ogromna dodana vrednost ne toliko na kakovosti izdelkov, kot pa na varnosti naših sodelavcev. Oprema je bila financirana s pomočjo evropskih sredstev za okrevanje in razvoj v višini 700 000 evrov. Tukaj je všteto tudi projektiranje in davek na dodano vrednost, gradbeno-obrtniška dela in gradbeno-obrtniško-instalacijska dela pa so bila predvideni zneski 350 000 evrov, pa so se pa delili med Urad za kakovost, za nadzor kakovosti, investicije v zdravstvo in klinični center. Zato bi se zdaj na tem mestu najprej zahvalila Ministrstvu za zdravje oziroma UNKIZ-u za prepoznavanje nujnosti naših potreb. Prav tako bi se zahvalila vsem sodelavcem kliničnega centra, vsem službam, ki so resnostjo pristopili k izvedbi in nemalokrat rešili nerešljivo situacijo. Zahvalila bi se seveda tudi svoji predhodnici, ki je utrdila teren, da smo lahko investicijo zaključili. Nenazadnje bi se zahvalila podjetju Sanolabor in Semlab, to sta dobavitelja in vzdrževalca opreme, izvajalcev gradbeno-obrtniških inštalacijskih del in njihovim podizvajalcem, ter vsem ostalim službam, ki so kakorkoli pripomogle, da je projekt prišel do konca. Seveda, nazadnje se moram zahvaliti tudi sodelavcem Inštituta za imunologijo in mikrobiologijo, ker so nam nesebično odstopili opremo, ko je bilo kritično pomanjkanje zdravil, odstopili so nam opremo in osebje, tako da smo določena zdravila sterilizirali tudi pri njih.
In sedaj so na vrsti tudi moji sodelavci, ki so z vso zavzetostjo brez besed marsikdaj potegnili delo pozno v noč in preko vikenda. To bi bilo z moje strani zaenkrat vse. Rada bi povedala še to, da se ob takih dogodkih izda kakšne spominske kovance. Mi seveda nismo kovnica denarja, mi smo izdelovalci parenteralnih raztopin. Za ta namen smo izdelali spominsko serijo fiziološke raztopine in prosim vas, ko boste odhajali, da si vzamete za spomin. Zdaj bi pa prosila še dr. Norčiča. Ja, lepo pozdravljeni vsi. Jaz nastopam v vlogi vodstva kliničnega centra v Provičju Berat našega generalnega direktorja, ki je nepričakovano kratkoročno dobil eno pomembnejšo zadolžitev, tako da je prosil mene, da po tej priliki povem nekaj besed. Zagotovo ne bom izbral tako navdihujočih, kot bi jih on, pa vendarle, jaz sem enkrat pred časom opisal tole našo bolnišnico kot veliko staro ladjo, ki pluje, mi jo vmes obnavljamo. In če zdaj potegnem nazaj to primerjavo, ki se mi zdi izvrstna, moram ugotoviti, da se zdaj v podpalubju nahajamo. Podpalubju, ki ga potniki te ladje praviloma ne vidijo, krmarji in posadka se pa zavedajo pomembnosti podpalubja. Tam so ta vitalna infrastruktura, motor, napeljave in tako dalje. In ena izmed takih pomembnih reči za delovanje bolnišnice je tudi lekarna, še posebej proizvodnja teh infuzijskih raztopin, kajti vsi vemo, kaj je prva stvar, kaj se ti zgodi, ko si v bolnišnici. Obesijo ti eno infuzijo, to zdravniki imamo radi in to je pravzaprav glavni razlog, zakaj nekoga v bolnišnici držiš dostikrat, da mu neko infuzijo teče. Tako da brez teh infuzij mi pravzaprav izgubimo ključni vzvod našega zdravljenja, zato je pomembno, da to infrastrukturo imamo, jo vzdržujemo, zato tudi vodstvo prepoznava pomen, ne nazadnje tudi lastnik, hvala Bogu, pomen te infrastrukture za delovanje bolnišnice same. Kajti vsi veste, da na vseh področjih imamo težave in bi bilo dosti bolj oportuno vlagati denar v fasado pa v beljenje, ampak če si odgovoren lastnik, veš, kaj je vitalna infrastruktura in v njo vlagaš, zato sem vesel, da smo ta del lekarne obnovili, vesel za nas, vesel tudi v imenu Republike Slovenije, kajti omenila ste, vi te infuzije pripravljate za večino slovenskih bolnišnic, tako da tudi na tem področju predstavlja klinični center vitalno državno infrastrukturo, tako da to naredi ta dogodek še toliko bolj pomemben. Jaz bi se vsem sodelavcem lekarne, vsem sodelavcem kliničnega centra rad zahvalil za odgovornost, da znate prepoznati pomembnost trenutka, prepoznati pomen odrekanja in prilagoditev času izboljševanja naše infrastrukture, naših pogojev dela. In seveda izkoristil bi tudi priložnost, da se vam zahvalil za minulo delo izven odrekanja in si zaželel, da bo tega odrekanja v prihodnjem letu manj in da priložnosti za rezanje trakov, ne samo tu, v podpalubju, tudi kje druge, več. Tako da, hvala lepa vsem in vse dobro in srečno v prihajajočem letu. Zdaj bi pa prosila dr. Norčiča pa svojo predhodnico, če pridete z mano, da bomo skupaj, koliko smo skupnimi močmi prišli do tega, še skupaj prerezali trak. Jaz sicer bolj z nožem operiram, ampak dobro, bom škarjali. A moramo istočasno? Jaz prvič režem trak. Če bi šli znotraj, ja.
Tako? Jaz sem druge Noter? strani. Tako, ja. Prav. Noter. A lahko malo pogledate prvo nas? Tole. Škare moram pokazati. Tako, ja? Še malo. Super. Hvala. Zdaj pa kar. Ja. Če ne prej, se bomo po mojem v podobni zasedbi srečali čez kakšno leto pa pol, ko nas čaka implementacija robotov za distribucijo zdravil. Na srečo je pa ta prostor zdaj še prazen, ker ni robota, pa vas vabim na pogostitev.